Naslednje leto pa prinaša v ospredje dom, družino, odnose, odnos do sebe, odnos do ženstvenosti, materinski odnos, se pravi mati, se pravi ženska v vseh aspektih. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da tisti, ki naj bi šli narazen, da tako po domače rečeva, se je pokazalo, da morda niso več za skupaj, a so se zdaj odločili za ta korak ali ne. Pa potem sama energija v tem letu nas potisnila. V to 6 je število poroke, kot tudi ločitve. Je pa dobra novica, da dejansko bomo začeli same odnose, samo ljubezen, same stvari, ki jih povezujemo z domom, drugače dojemati druga leta, mogoče malo bolj zdravo, mogoče bomo tudi, jaz upam, nehali vtikati nos v tuje stvari in se začeli ukvarjati s seboj, ne samo sosedi. Tako da načeloma je to pogled na pozitivno leto. Drugače bomo definirali, kaj sploh je družina, kaj sploh je neka celica, kaj sploh je ženstvena energija. Zato je po drugi strani predvideva tudi, da bo feminizem na udaru. Da bo tudi vse, kar simbolizira ženstveno energijo, mogoče tudi malo na tapeti, tudi na negativen način, da se bo pač ozavestilo, kje je treba stvari spremeniti v svetu. Se pravi, vse te variante tudi okrog in splavov in svobodo odločanja in tako naprej. Tako. Po drugi strani 6, ker simbolizira tudi dom, je to potem una domačnost, kot imate vi tukaj. Ko prideš pa sosedaš, pa so polštrčki, pa je toplo, pa domača kuha, več bomo doma, več bomo tam, kar mi dojemamo kot dom. Za nekoga je dom poštrčki pa piškotki, za nekoga je dom narava, za nekoga je dom fitness, se pravi tisto, kar mi sami kot posameznik dojemamo kot dom. Super, ampak kot uno dobro varianto doma, ker ogromno ljudi, ki so bili v karanteni, so naenkrat dom začeli dojemati kot zapor. To je bilo meni tako zanimivo, a ni logično, da si doma z domačimi, s tistimi, ki jih imaš najrajši. To mi je bilo zanimivo 2022, jaz sem fascinirana nad tem odzivom. Saj te ni nihče zaprl z, ne vem, serijskim morilcem, ampak z nekom, kakor si ti izbral kot življenjskega sopotnika. Tako da zanimivo ogledalo nam je ponudilo življenje zadnji 2 leti.